Za pitje in pripravo hrane porabimo sorazmerno malo vode. Na osebo od 3 do 6 litrov na dan. Največ vode porabimo za osebno higieno, splakovanje stranišč in zalivanje. V Sloveniji se vse več gospodinjstev odloča za zbiranje in uporabo deževnice. Za izgradnjo zbiralnikov vode pa so nam na voljo nepovratna finančna sredstva in ugodni krediti. V gospodinjstvu je seveda priporočljivo tudi izkoristiti vodo iz neba, se pravi deževnico. V Sloveniji imamo med 900 do 2000 mm padavin na kvadratni meter in naprimer na tem objektu, ko smo, je cirka 200 kvadratnih metrov strehe, se pravi je možno na letni ravni uloviti cirka 180 kubičnih metrov vode. Vodo se vodi s pomočjo žlebov preko kanalizacijskega sistema v 5000 litrni zbiralnik vode, se pravi na žlebovih se montira tako imenovani lovilec listja, potem pa preko kanalizacije v zbiralnik, kjer sledi grobo usedanje dispergiranih delcev in iz tega zbiralnika se potem preko sistema vodi do črpalke, katera pač na tem objektu omogoča površinsko namakanje, tudi namakanje kapljično in pa uporabo vode v sanitarne namene in pa za pranje. Ja, pri sami investiciji smo se že odločili, da bomo varčevali s pitno vodo, ki je danes pač vidimo še ni, ampak bo še dragocena, jaz pravim, enkrat v bližnji prihodnosti se lahko to že zgodi, zato smo si umislili uporabo oziroma koriščenje deževnice. Deževnica je pa speljana iz zunanje cisterne, se vidi že tako, da je ločena od samega sistema sanitarne vode, pitne vode, že po zunanji, ker tu so cevi iz plemenitega jekla, medtem ko smo za deževnico koristili neke cenejše bakrene cevi, ki pa so čisto v redu prave, dobre kvalitete, da se lahko za to koristijo. Se pravi, tu je potem črpalka, ki pač to deževnico črpa iz cisterne in jo potem potiska v inštalacijo. Inštalacija je ločena v hiši, se pravi, eno so pitne vode, drugo je pa posebej inštalacija za deževnico. Tale naprava oziroma tale škatla tukaj zgoraj na steni je pa krmilna enota in pa programator, kjer se lahko za vsaki dan oziroma pač po potrebi vsaki drugi dan mi zalivamo, nastavijo programi in to za nočni čas, ko je tudi temperatura nižja in se lepo zelenice se namočijo in pa vrt. Se pravi, ko nas ni tukaj, tudi če nismo doma, se to samodejno vključi in to dela brez problemov. V veliko pomoč mi je zalivalni sistem vrta in uporaba deževnice za pralne stroje in sanitarije. Iz pralnega stroja pride mehko perilo, brez mehčalcev in samo uporabljamo dodatne dišave, da izboljšamo vonj perilo. Kot energetski svetovalec z 20-letnimi izkušnjami bi Slovencem nekako dal na dušo, ker se zelo radi v Sloveniji hvalimo z dobrimi avtomobili, morali bi pa razmišljati v smeri kvalitetnih okoljskih naložb z dobrimi fasadami, z kvalitetnimi sistemi za ogrevanje, s kvalitetnim stavbnim pohištvem in to pokazati sosedom in reči, mi smo okoljsko napredni in takrat bomo tudi Slovenijo držali, bom tako rekel, lepo in čisto. V Sloveniji, tam, kjer nikoli ne bo javnega kanalizacijskega sistema, se pravi ob redkih poselitvah, tam si občani lahko zgradijo male rastlinske čistilne naprave ali male biološke čistilne naprave. Za uporabo deževnice pa je seveda poznanih več sistemov, se pravi, možno je zbirati deževnico na enostavni način z tako imenovanimi kakimi nadzemnimi zbiralniki, v večini primerov pa se deževnica zbira s podzemnimi zbiralniki in s sistemom, kateri potem omogoča tako namakanje kot uporabo vode v sanitarne namene. Seveda želimo povabiti vse občane, da obiščajo tako energetsko svetovalne pisarne
kot spletne strani Ekosklada in koristijo denarna nepovratna sredstva in pa ugodne kredite. Se pravi, krediti imajo obrestno mero 3-mesečni Euribor plus 1,3% obrestna mera, nepovratna sredstva so pa seveda za vse okoljske naložbe od izolacijskih fasad, toplotnih črpalk, zamenjave stavbnega pohištva, električnih avtomobilov, izolacije podstrešja. Več informacij pa lahko občani dobijo na spletni strani www.ekosklad.si.